Berilo je iz pisma apostola Pavla Efežanom. Bratje in sestre, opominjam vas, jaz, ujetnik v Gospodu, živite, kakor se spodobi za poklic, v katerega ste poklicani. V vsej ponižnosti in krotkosti, s potrpežljivostjo drug drugega prenašajte v ljubezni in se trudite, da ohranite edinost duha z vezjo miru. Eno telo in en duh, kakor ste bili tudi poklicani k enemu upanju svojega poklica. En Gospod, ena vira, en krst, en Bog in Oče vseh, ki je nad vsemi in po vseh in v vseh. Vsakemu izmed nas pa je bila dana milost po meri Kristusovega daru. On je dal, da so eni apostoli, drugi preroki, zopet drugi evangelisti in zopet drugi pastirji ter učitelji, da se tako sveti usposobijo za delo službe in se zida Kristusovo telo, dokler vsi ne dospemo do edinosti vire in spoznanja Božjega Sina, do popolnega moža, do mire polne Kristusove starosti. Božja beseda. Bogu hvala. Blagor človeku, ki zaupa v Gospoda. Blagor človeku, ki zaupa v Gospoda. Blagor človeku, ki se ne ravna po brezbožnih, ne stopa na pot grešnikov in ne poseda v družbi porogljivcev, temveč se veseli Gospodove postave. Blagor človeku, ki zaupa v Gospoda. Je kot drevo zasajeno ob potokih voda, ki daje ob svojem času svoj sad in njegovo listje ne ovene, karkoli dela, vsemu uspeva. Blagor človeku, ki zaupa v Gospoda. Ne tako brezbožni, ne tako. Ti so kakor pleve, ki jih veter raznaša. Gospod pozna pot pravičnih, pot brezbožnih pa vodi v pogubo. Blagor človeku, ki zaupa v Gospoda. Aleluja, aleluja, aleluja. Ostanite v moji ljubezni, kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Janezu. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je Jezus povzdignil oči proti nebu in molil. Sveti Oče, ne prosim samo za svoje učence, ampak tudi za tiste, ki bodo po njihovi besedi vame verovali, da bodo vsi eno, kakor ti, Oče, v meni in jaz v tebi, da bodo tudi oni v naju, da bo svet veroval, da si me ti poslal. Jaz sem jim dal slavo, ki si jo dal meni, da bodo eno, kakor sva vidva eno. Jaz v njih, ti v meni, da bodo popolnoma eno, da tako svet spozna, da si me ti poslal in da si jih ljubil, kakor si mene ljubil. Oče, hočem, naj bodo tudi ti, ki si mi jih dal, z menoj tam, ker sem jaz, da bodo gledali mojo slavo, ki si mi jo dal, ker si me ljubil pred začetkom sveta. Pravični Oče, svet te ni spoznal, jaz sem te pa spoznal in ti so spoznali, da si me ti poslal. Razodel sem jim tvoje ime in jim ga bom še razodeval, da bo ljubezen, s katero si me ljubil v njih in jaz v njih. Poslušali smo Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Mogoče nekaj besed ob tej Božji besedi in evangeliju, berilu in evangeliju. Mislim, da živimo v posebnem času, to vsi globoko doživljamo. Je čas preizkušnje, vedno pa vemo, da je čas preizkušnje tudi čas velike milosti. In zelo je odvisno od nas, kako ta čas sprejemamo, kako ga doživljamo, kaj iz njega lahko potegnemo. Mislim, da je dejstvo, da smo zdaj malo bolj zaprti v svoje hiše, v svoje domove,
tudi velika priložnost, namreč priložnost v več dimenzijah. Najprej je priložnost za to, da smo več skupaj, ker sicer vsak hodi po svojih opravkih, veliko je tako, ker smo kar precej razpršeni, kakor družine, kakor skupnosti. Drugo je to, da se lahko preizkušamo kot kristjani. Tukaj v prvem berilu smo slišali, kako naj bi kristjani skupaj živeli. In bolj skupaj skoraj ne moremo živeti, kakor zdaj živimo v naših malih skupnostih. In tukaj govori o ponižnosti, krotkosti, potrpežljivosti in pa edinost duha z vezjo miru, torej edinost naj bi krepili, poleg vseh teh kreposti. In mislim, da se, kot rečeno, lahko preizkušamo v teh krepostih, koliko smo kot kristjani to zmožni živeti konkretno v praksi. In lahko natančno vidimo, kakšni smo v odzivu do drugih ljudi in kje lahko še kaj spremenimo, kaj popravimo. In lahko tudi več, bolje in globlje premislimo posamezen odnos do posameznega človeka, zakaj je tak, kakor je in kaj bi pri tem lahko spremenili. Mislim, da je Kristus odličen vodnik na tej poti, kaj lahko storimo, in sicer najprej treba storiti korak nazaj, se pravi korak krotkosti, potrpežljivosti, da bi sploh slišali, kaj tisti, ki je poleg nas govori, kaj želi od nas in da bi potem tudi znali odgovoriti na to, kar on želi in prosi. Se pravi, to je ta dimenzija, potem pa je življenje skupaj tudi dimenzija skupnosti v smislu krščanske skupnosti, v središču katere pa živi Kristus. Verujemo, da po molitvi, po svetem obhajilu stopi med nas živi Kristus, tudi danes pri sveti maši bomo tega deležni, mi to verujemo in spustimo ga v našo sredino, da bi nas navdihoval, da bi nam dal moč za življenje naše krščanske skupnosti. In Kristus pravi, da vse, kar ima on, bo tudi naše, vse, kar je dal njemu Oče, daje tudi nam, ko je v sredi naše skupnosti. Če naše srce je odprto za to, kar nam Kristus želi dati, bomo tudi mi potem to dajali naprej in drugi bodo čutili Kristusa na tak način, kakor mi njega doživljamo v odnosu do Očeta, ali v neposrednem stiku, ali pa tudi mi preko drugih ljudi, ki verujejo v Jezusa Kristusa. Torej, bodimo pozorni na to, da je v našem središču on, da je Sveti Duh v našem središču, da je živi Kristus, ki je naše sidro, on stoji trdno, kljub vsem turbulencam časa, Kristus vedno stoji tukaj trdno, če se ga trdno oklenemo, se nam nima kaj zgoditi, se nimamo kam zgubiti. Zaupajmo vanj, skušajmo vsak dan v naši skupnosti domači vse prepustiti njemu. Že zjutraj, če je mogoče, si vsi skupaj recimo, vse, kar se bo danes zgodilo, prepuščamo v tvoje roke in zaupamo v tvoje usmiljenje in zaupamo v tvojo pomoč in zaupamo v tvojo moč. Ti si naša moč, ti si naše sidro. Skušajmo to zmoliti vsako jutro po svojih besedah in začutili bomo veliko notranjo osvoboditev od vseh strahov in bremen in to lahko delamo iz dneva v dan. In skušajmo živeti našo skupnost, ki je tudi neke vrste preizkušnja v vseh njenih dimenzijah, ki so bile prej naštete. Amen.